Prav lepo pozdravljeni, sem Maša Plaznik iz Žarka sreče. Danes se vam oglašam iz prelepega Zelenja za mano, lepo se vidi in slišimo ptičke. Danes bi rada govorila o eni taki posebni temi, ki se mi zdi zelo zanimiva in aktualna. In sicer gre za to, kako razumemo in kako sprejemamo pohvalo. Kdaj dajemo pohvalo drugemu človeku? Pohvala je ena taka zelo delikatna zadeva. Danes se mi je zgodila ena prigoda, ki bi jo želela deliti z vami. Iz srca iskreno sem pohvalila meni drago osebo, ker je naredila nekaj, kar je bilo vredno pohvale, ker se je potrudila. Ona pa te pohvale sprva ni razumela tako. Mislila je, da se nekako kot da posmehujem na njen račun, ker je toliko časa potrebovala za to, da je dosegla to. In potem so v bistvu se nekako malček pogovorili, da se mi razložila, da ni bilo to tako mišljeno in da naj sprejme pohvalo, naj si dovoli sprejeti pohvalo, ker si jo je zaslužila. Tako da sprašujem se, kolikokrat sami sebe kaznujemo, kolikokrat si ne dovolimo sprejeti pohvalo, ko smo jo deležni. In hkrati, kako premalo pohvalimo sebe. Ko nekaj dosežemo, ko nekaj naredimo, vseeno je, koliko časa je minilo, koliko smo potrebovali za to, da smo to dosegli. Važno je, da smo tam, da smo na cilju, smo prispeli. Torej pohvalimo se, imejmo se radi, povejmo si, da je prav tako. In hkrati dovolimo si pohvaliti druge ljudi, bodimo srečni za njih, takrat, ko nekaj dosežejo, ko nekam pridejo. Ne vemo, koliko truda je bilo potrebno za to vložiti, pa ne glede na to, kakšne so okoliščine in koliko časa je trajalo. Ko pridemo do cilja, dajmo se pohvaliti in dajmo pohvaliti druge. In sedaj mi prihaja en čistilni izrek za tiste, ki začutite. Ponovite za mano in vkolikor se strinjate, odgovorite z da in čistilni izrek se bo za vas uresničil. In sedaj počakamo, da gre avto mimo, ker ropota. Torej, kaj vse ste izbrali, kaj vse ste naredili vitalno, kaj vse ste ustvarili v vašem življenju, da si ne dovolite pohvaliti sebe, da si ne dovolite videti, kdaj je bilo vredno to pohvalo sprejeti, izustiti, dati in kdaj pohvaliti drugega človeka. Lahko vse omejitve, ki jih tukaj imate, projekcije, pričakovanja, sodbe in zaključke, razgradimo in uničimo zdaj? Ja? Ste pripravljeni? Right and wrong in the bed, potem pokolj šel z Bozem Bjonskrat Godziljen. In sedaj je posijal sonček. Imejte krasen dan in naj bo s soncem nasmejan.